Dober večer. V veliko veselje mi je, da lahko med nami pozdravim našega gosta, profesorja doktorja Dragana Petrovca. Hvala, da ste prišli v naše lepo mesto. Doktor Petrovec je znanstveni svetnik na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani. Je tudi redni profesor kriminologije, pobudnik strpnega kaznovanja, potem ga vsi tudi zelo dobro poznamo. Od leta 1975 do 1993 je bil zaposlen na Pravni fakulteti in sicer na Inštitutu za kriminologijo in takrat si je pridobil tudi zelo veliko izkušenj, namreč sam se včasih pošali, da je preživel kar 20 let v zaporu. In sicer je nadaljeval delo v eksperimentalni skupini v ženskem zaporu na Igu. Če ste morda brali in spremljali, da je to bil izredno uspešen eksperiment. Iz sveta so prihajali na obisk in so opazovali, kako lahko poteka humano kaznovanje. Doktor Petrovec namreč meni, da je izrekanje kazni in pa izvršitev kazni organski sistem, to je njegovo mnenje. In verjame v dobro v človeku, verjame v resocializacijo. Človeka je mogoče spremeniti, če mu daš nove možnosti. In na koncu je bil v zaporu tudi direktor. Sam večkrat samokritično pravi, da ni bil glavni pobudnik eksperimenta, ampak vendarle je bila njegova vloga zelo pomembna. Sistem je bil odprt, ženske so za vikend lahko hodile domov, ampak kaj, bile so različne kaznjenke, tudi morilke, pa kakšne vrste morilke. Tiste, ki recimo niso vzdržale vsega hudega in so po 20 letih umorile svoje može. Tiste nasilneže, pač take neusmiljene teroriste, ali kako bi jih imenovali. In tudi te ženske so sprejele odgovornost, so odločene in doktor Petrovec rad poudari, da je bilo samo kakšnih 20% povratnic, v drugih zaporih pa okrog 60%. Ali bi bil danes še mogoč takšen eksperiment? Njegovo mnenje je, da težko, ker so zapori prenatrpani, veliko je zasvojencev z drogo, veliko je prebežnikov, tisti, ki se z njimi ukvarjajo in služijo na račun njihovega trpljenja in tudi ni dovolj osebja, ki bi lahko vse skupaj uravnavalo. Ni dovolj, da rečemo več paznikov, to so že drugi strokovni izrazi, ne več tudi policisti, to so novi izrazi za ljudi, ki pa morajo biti po njegovem mnenju posebne vrste ljudje, strpni in odprtega duha. Doktor Petrovec je napisal vrsto zanimivih knjig, danes se bomo srečali z zadnjo, Ljubiti morilca. Je pa tudi predelal svojo doktorsko disertacijo Kazen brez zločina, potem je napisal knjigo Mediji in nasilje, napisal je knjigo Kult žrtve, potem to zadnjo Ljubiti morilca, Stopinje upora in še dve izredno zanimivi humoreski, oziroma zbirki humoresk, Fanči iz psihiatrije in Nigerijska vdova. Ker doktor Petrovec je po eni strani zelo resen, human in kritičen človek, po drugi strani pa je tako duhovit, da se človek mora pri njegovih knjigah na ves glas smejati. Še morda kaj osebnega. Rojen je bil, samo 3 leta je mlajši od mene, pustimo podrobnosti. No. Se pravi, da sva oba v najlepših letih in prvih 10 let otroštva je preživel v Farožu na Viču, to so bili viški frančiškani. In sicer, če bi danes gledali na stvari, bi rekli, to je bilo pa zelo revno življenje. Danes so revni ljudje, ki imajo telefone, avtomobile, takrat so pa res ti mladi ljudje imeli eno samo sobo, bilo je kakih 6 ali 7 družin, takšnih, bi človek rekel, pravovernih, ker njegova mama je prišla, ampak to jaz rečem spoštljivo, tako kot Zlobec, ki je stanoval v bližini, je prišla iz partizanov in zdaj ne vem, skoraj ne upam vprašati, večkrat omenja
svoje črnogorske gene in tudi piše, da so bili mešani zakoni, pa ga ne upam vprašati, zdaj, kje je bilo tukaj črnogorskega, ni vljudno, se pravi čujem. No. Zdaj se to daleč napeljali, da ne gre več drugače. Moja mati je prišla iz črnogorskih partizanov v Slovenijo. Tako da po tej plati imam polovico, bi rekel, malo bolj lenobnih genov, ki jih jaz kot Črnogorc na pol lažje priznam kot kdo drug. Hvala. No, in da še dalje nekaj povem o tem življenju. Torej, družina je imela po eno sobo, Petrovčevi so bili 3 in jim ni bilo treba sprejeti še koga drugega, medtem ko pa je Zlobčeva družina, kjer so bili pa Zlobčevi so bili 3, vi pa 4 in oni so še sprejeli dodatno družino in vmes so imeli zaveso, tako da je bila intimno zagotovljena. V eni sobi. Hkrati pa je bila na hodniku ena sama pipa in doktor Petrovec piše, kako so se tam zvrstili moški in so se umivali in brili in zelo ga je zanimalo, kako so to počele ženske. No, britja ni imel v mislih, to so bili še drugačni časi. Danes ženske brijejo na vseh mogočih delih telesa. No, ampak enkrat na teden pa so pač na podstrešju zakurili peč, tam so imeli kopalnico in so se lepo učedili, ampak otroke to ni tako vznemirjalo, ne snaga in ne nesnaga in so živeli prijetno, sproščeno življenje, družine so jedle enkrat na dan, ampak so bile med seboj zelo solidarne. Tako da je bilo življenje po svoje lepo. To, da so družine jedle enkrat na dan, se še danes pozna. No, in zanimivo je, da mu je doktor Ciril Zlobec mu je posojal knjige, prav tako frančiškani, pa velik vpliv je imela njegova teta, ki ga je naučila zelo zgodaj brati, samo trenutek. In ta otrok je znal brati že pri 3 letih. In je prišel v šolo pri 7 letih in je blestel. In to sam piše, da ga je učiteljica uporabila za primerjavo z nekim fantičem, ki mu branje ni šlo od rok. In pravi, takrat nisem občutil sočutja. Pa to še ni bilo vse. Učiteljica je šla malce na lepše in je določila doktorja Petrovca, da je lepo pazil na otroke, poredneže zapisoval na tablo in včasih so ga prosili za božjo voljo, zbriši nas in nekaterih se je usmilil, nekatere pa še 2-krat počrtal. In kaj je nauk te zgodbe? Doktor pravi, da je zelo neprimerno se povzpeti na drugega človeka, se iti avtoriteto, se iti oblast. Pravi, če želiš spoznati človeka, daj mu oblast v roke. In torej je zelo vztrajen družbeni kritik, opozarja na družbene napake, ampak to nikakor ni preprosto. Nekdo, ki opozarja na družbene napake in na deviacije v družbi, mora biti pogumen človek. In doktor Petrovec je zelo pogumen človek. Samo kaj pa pomeni ta pogum? Pravi, nekoč nas je bilo v sobi 10 zapornikov, pa še jaz, brez pravosodnih policistov, kot so jih tedaj začeli imenovati, pa me ni bilo prav nič strah. Danes pa se pojavijo spletni anonimneži, napadalni, žaljivi in zadnjič mu je nekdo zagrozil, da mu bo v hrbet zabil, v tilnik zabil kramp. In danes ne hodi več naokrog tako sproščeno. No, pa da ne bomo samo resni, zgodilo se mu je, no, bil je prvi, ki je šel na porodniški dopust v Sloveniji in takrat bi se moral izuriti za komandosa, tako se sam imenuje, in mu je tisti vojaški človek, vojaška oseba rekel, tako, polno je zunanjih sovražnikov, ti pa se greš do Iljo. In se mu je rodila prva hčerka, tako. No, in še preden da končam in dam besedo našemu spoštovanemu gostu. Nekoč sta žena odpotovala v Sarajevo in tam je naletel na svojo nekdanjo študentko, po muslimansko lepo zakrito, ampak nisi mogla kaj, da mu ne bi rekla, vi ste seksualno interesantni. In ker je gospod Petrovec sramežljiv moški, je bil nekoliko šokiran. No. To je bilo pa malo drugače.
Mogoče se je tiskarski škrat umešal, ker tega mi še nobena ni rekla. To piše v knjigi. Bom povedal, kaj sem hotel napisati, če se je mogoče narobe prebralo. Ne. Vic je bil namreč naslednji. Zaslišal sem, gospod profesor, na Baščarši. Jaz sem se obrnil in nisem vedel, kdo je, potem je pa ena izmed mladih dam, popolnoma zakrita, samo oči so gledale ven. Prav, vi ste bili pa moj profesor, v lepi slovenščini. Sem debel pogledal in sem refleksno ponudil roko. In potem sem se spomnil, da smo pred kakšne pol leta pred tem sarajevskim dogodkom imeli obisk podobne dame na Inštitutu za kriminologijo, kjer smo bili naprej podučeni, da se ne rokujemo, da to ni običaj. In potem sem se jaz tudi tejle na Baščarši takoj opravičil, pa rekla, ne, ni problema, vi niste seksualno interesantni. A da niste? Da sem jaz to narobe prebrala? Ja. To bom preverila. Ali pa sem vas tako cenim in spoštujem, da mi je to po Freudu, da mi je, ne? Zato, ker gospod Petrovec se rad šali na svoj račun. Najbrž to, ja. Jaz ga danes prvič vidim živo in tisto, kar on samo kritičnega piše o svoji zonanjosti, tisto ni nič res. Nasprotno je, no jaz ga prvič vidim, prosim, tako. Da sem zdaj posredno to povedala. No, zdaj pa, preden se lotimo teh poglavij, sem jih prej naštela, se pravi, ljubiti morilca, homo politicus, oziroma to so naslovi poglavij, ljubiti morilca, homo politicus, zločin in kazen z vprašajem in pa telo in sistem, pa bi nekaj zunaj tega vprašala. Gospod Petrovec, vi ste zelo duhovit človek, kaj mislite o humorju? Do neke točke vse rešuje. Pa se pa tako vse zvrne v prepad. To velja tudi za današnje čase. A sem prenahiter odgovoril. Humor je seveda taka rešilna bilka za marsikaj, čeprav jaz nekako nimam srca, da bi se, vsaj preveč očitno ne, da bi se norčeval iz drugih. In bolj prijetno je malo poudariti svoje šibke točke, ker se zmerom najde pol kakšna prijazna duša, ki bi te rada potolažila. Če pa druge kritiziraš, pa se norca delaš z njih, ni tega efekta. Vsaj takega ne, kot ga doživiš skozi nek sočuten nasmeh ali pa skozi to lažbo ali pa kaj podobnega. Nekje sem zapisal, ko me ženska prvič vidi, me najprej premeri od glave do peta in me potem pelje na kosilo. No, ampak ker ste se mislili nekaj drugega vprašati, ampak ker ste to začeli, češ, kako vam je napravila Rdeča zora krivico. Ker gospod Petrovec je izredno duhovit in so mu učitelje te ženske, stroge ženske, seksizem, ker je pisal o intuiciji pri ženskah in mislim, da je bilo to zelo krivično. Zakaj? Vi recimo pravite, da se ljudje velikokrat glede kriminala gibljajo po robu in zdrknejo čezenj. Ampak prav tako je glede humorja, po mojem mnenju. Recimo pri humorju je človek tudi svoboden, ne more zmeraj biti vse strogo moralno, vse omejeno, tako kot se zdaj dogaja, da še stare knjige popravljajo, ne? Tako da mislim, da je bila tukaj krivica, ker gospod Petrovec piše o ženskah zelo spoštljivo, govori o pogumnih ženskah, ki vzgajajo pogumne sinove, tako da mislim, da je bilo to krivično. No, ampak na začetku knjige pa začnete govoriti o tem, da marsikdo ljubi morilca. Ljubijo Breivika, tudi avstrijski Fritzl dobiva ljubezenska pisma, pač beograjski mladoletni morilec je dobil vrsto všečkov, prav tako tudi dekleta v Celju, ki so obračunavale z vrstnico. Kaj mislite, zakaj ljudje ljubijo morilca? Kaj se to dogaja v njih? To vprašanje ostaja na eni splošni ravni neodgovorjeno, vsaj zame. Treba se pravzaprav lotiti vsakega primera posebej in poskušati
kaj razumeti, pa še vseeno marsikaj po mojem ostane v temi. Kako to, da naši mladi pogumni neonacisti zapišejo na teh omrežjih družbenih, družabnih. Kako bi bilo, če bi enega Breivika udaril pred Prešercem? To bi mi slovenski narod gotovo odpustil. Če bi seveda postrelil ta prave. Težko reči. Še težje je razumeti, tukaj bom poskusil seksistično uravnotežiti primer, ampak še težje je razumeti, kako to, kar ste rekli, je Fritzl dobil v zapor 200 podpisanih z imenom in priimkom ljubezenskih pisem žensk, ki so pripravljene dati zanj dušo in telo. Moje vprašanje, ki ga večkrat postavim, je naslednje. A je v ozadju še 2000 ali pa 20 000 takih, ki enako čutijo, pa se ne upajo pisati? In da poskrbim za obljubljeno uravnoteženost. Mi nimamo takega primera, še upam tudi, da ga ne bo nasploh. Ampak če bi imeli kakšno podobno morilko, jaz verjamem, da bi tudi ta dobila dovolj simpatij polnih sporočil v zapor. Kaj privlači? Imamo nekaj stereotipov. Nasilnež je ženski privlačen, ker je prepričana, da jo bo branil pred komarkoli, da jo je sposoben ubraniti kakršnihkoli nevarnosti. In se seveda ne zaveda, da je nihče ne bo branil pred njim. Ostali primeri so zelo specifični. Zakaj se ženska tako težko loči od nasilnega partnerja? Saj imamo vse od tele razpredelnice razlogov, od ekonomskih do največkrat strahu. A bo še hujš? In potem se znajdemo v tisti najbolj imenitni prispodobi, ko recimo, če gre še za kakšnega alkoholika, psihopatskega značaja, ki mu žena nikakor ne more ustreči, vedno je kaj narobe. In potem se trudi biti svetnica in je objektivno gledano lahko označena kot svetnica. Ampak v tistem trenutku, ko bi ta njen mož v njej zagledal svetnico, bi izgubil smisel svojega obstoja. To je nasilnost. In on rabi nasilnost, on ne sme izgubiti tega svojega bistva. In zato žena nikoli ne more postati svetnica, ker ne rabi take. In karkoli naredi, bo nekaj narobe. In tega seveda se ženske pogosto ne zavedajo. Verjamem, da je tudi obratno. Nekaj takih primerov, čeprav jih je po moje bistveno manj. Ampak ženske se trudijo biti tako dobre. Če je kdo sinoči gledal Tednik, ta druga zgodba TV Tednika je bila tudi o tem, kako se je ženska tako več kot pošteno in iskreno razkrila, dvakrat trudila biti svetnica in nobenkrat ni uspelo. Dokler končno ni zbrala toliko moči, da je po pomoči inštitucij šla v varno hišo in potem proč od nasilneža. Ampak to so te posamične zgodbe, te skupinske zgodbe, kjer dobimo 20 000 všečkov ali za Kosto Kecmanoviča v Beogradu, ta jih je dobil še dvakrat več, stoji na ured, ali Breivik pri nas, Fritzl v Avstriji in še kje drugod. Tukaj je pa treba se nekako zamisliti nad enim delom družbene patologije. Tako kot se lahko zamislimo na tem, da bo skrajno desnico, kjerkoli se že pojavlja, zdaj v Evropi je to večji problem, vedno volilo bistveno več ljudi, kot bi si mi radi priznali, da bi bilo zdravo.
In te ljudje na skrajni desnici so pripravljeni na marsikaj. In če bi dobili popolno prevlado, imamo zgodovinske izkušnje, kam to pripelje. In potem se vprašamo, za neko naslednje predavanje sem si izbral naslov v zvezi z nasiljem, zakaj bi se učili iz zgodovine, če je pa nasilje tako privlačno. Mi sledimo temu, kar je privlačno. In toliko odstotkov ljudi, da ne govorimo o psiholoških eksperimentih, ki to več kot prepričljivo potrjujejo, se odloči za nasilje, če le je priložnost. In če je še večja možnost, da bo nasilje ostalo nekaznovano, potem se pretresljiv delež nas spremeni v nasilneže. Kratko pojasnilo, ljubiti morilca so marsikje narobe razumeli, ker naslov ni dovolj jasen. Kdor pozna moja prejšnja pisanja in kdor me takole razglaša za humanista, nekaj teh ljudi je na hitro presodilo, da tukaj le noter najbrž piše o tem, kako je treba tudi morilca ljubiti po ne vem kakšnem svetopisemskem načelu, da mu nastaviš še drugo lice, če si še živ, ali pa po načelu, da če ga srečaš v zaporu, tako kot jaz, da moraš biti prijazen z njim, ga razumeti, spoštovati njegovo osebnost v vseh razsežnostih. Ne, ne gre za to. Ta knjiga Ljubiti morilca nas opozarja, kako pogosto se ujamemo v to past, bodi si kot posamezniki, bodi si kot inštitucije, ali pa kot pripadniki neke stranke, ki ima skrajno nasilno ideologijo in če se da tudi prakso. To je opozorilo vsem nam, ljubiti morilca, kaj to pomeni. Ja, sej meni je nekoliko v tolažbo, ker tudi pišete, da je v Sloveniji vendarle malo morilcev, malo posiljevalcev in malo pedofilov. Da večinoma je okrog 10 000 izrekov kazni ljudem zaradi premoženjskih deliktov in okrog 900 je pa prepovedi približevanja. Takšna je slika v Sloveniji, ne? Tako da pač ne bi zdaj... Res pa je, da je kakšnih 6 femicidov na leto, to pa je tudi nekaj, kar nam da v tako majhni državi misliti. No, v nadaljevanju v svoji knjigi pišete, kako je treba zaščititi otroke pred odraslimi. Navajate primer fantka, ki ga je hotel oče ubiti, pa je potem mama zahtevala, naj gre pač otrok na obisk očetu, pa še razni drugi organi zahtevajo nekaj podobnega. Kaj se to dogaja pri nas, takšna strpnost, da so otroci izpostavljeni? Da še takrat, ko so že pač storilci, morilci njihovih mater, otroci morajo priti na obisk? Ja, zelo nerazumljivo in še enkrat naj spomnim na ta sinočni TV tednik, ki je prav to vprašanje izpostavil. In tukaj gre bodisi za popolno slepoto posamičnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem, potem včasih tudi za precej tvegane odločitve sodišč, kadar se zanesejo na take strokovnjake, izvedence, na zelo dvomljivo presojo posameznih centrov za socialno delo. In na koncu tudi primerov iz moje lastne, bom rekel prakse, ampak doživljanja, ker sem nekje opisal primer, ko se je oče z otrokom 9-mesečnim pognal skozi zaprto okno in pristal 6 nadstropje nižje.
če lahko verjamemo v čudeže, potem se je zgodil čudež. Nikomur ni bilo nič. Zapičil se je v streho avtomobila, otroka je držal objedga, seveda je nameraval narediti tak razširjen samomor. Edino poškodbo, ker je bil to moj nižje stanujoči sosed, smo mu zadali, ko smo ga vlekli iz tistega pleha, da se je majčkeno porezal. Tisti bogi 9-mesečni otrok je bil na zadnjem sedežu avtomobila popolnoma nepoškodovan, samo jokal je. In to je bilo vse, kar je bilo poškodbe. Ampak mati je po nekaj tednih rekla, ja, otrok ima vendar pravico do stika s staršem, svojim očetom. In nisem ničesar razumel. In še danes ne razumem, ker je bila mati videti prisebna, ni bila videti odvisna, ne v ekonomskem smislu, ne v kakšnem zastraševalnem. To ni bil take vrste nasilen odnos, šlo je za bolnika. Najbrž schizofrenik, jaz ne bi rad dejal diagnoz, ampak vse tisto, kar je že predtem nekako napovedoval, je dalo slutiti na resno duševno motnjo, bolezen. In potem jaz seveda nisem vedel, kaj narediti, kako močno odsvetvati stike, ki 9-mesečnemu otroku tako ali tako nič ne pomenijo. Razen novega ogrožanja. In zadevo je v najkrajšem času rešil oče sam, ki se je zažgal. To je ena od izjemno tragičnih zgodb, ki mi je popolnoma nerazumljiva z vidika matere in uživljanja v to, kaj je treba nuditi morilcu, koliko ga je treba ljubiti. In v nekih podobnih primerih se tudi postavlja vprašanje, a očetu, ki je v zaporu, ki je samo psihopat take vrste, da sebi v nobenem primeru ne bi hotel škodovati nikoli in si tudi ni, hotel je pa ubiti mater in otroka, a mu omogočiti stike z otrokom. Ta oče bo v zaporu strašno vesel otroka. Zelo lepo se bo z njim pogovarjal, zelo bo raznežen. In potem imamo vtis, ja, sej tukaj je vse v redu. Sej je to en korak k njegovi morilčevi resocializaciji. Ali pa otrok, ki nima več matere, ker jo je oče ubil, mož, njen, hodi v zapor obiskovati svojega očeta. Oče je vesel, dobre volje, vedno prijazen do otroka. Kdaj je treba otroku povedati, s kom se srečuje, da to ni samo njegov oče. In če imamo pred očmi prvo zapoved družinskega zakonika, to pomeni imeti pred očmi koristi otroka pred ostalimi, a žrtvujemo otroka, zato da bo morilec imel nekaj zadovoljnih trenutkov. To so zame izjemno težka vprašanja, ampak kljub temu nekatera zlahka rešljiva in mi ostane nedoumljivo, kako, da ponovim tisto iz včerajšnje oddaje, zlahka presodijo, po mojem v napačni smeri, in posamezniki, in inštitucije, in občasno za njimi še sodišča. Se opravičujem, sem včeraj gledala Skrito v raju, nisem videla te oddaje, no, ker le moram gledati za svoj nivo, ne. No, takole sem še hotela reči,
Doktor Petrovec pravi, da si ni bil čisto blizu s filozofijo, ampak jaz se s tem ne bi strinjala, ker je velik etik, etika kot filozofska disciplina. Ves čas si prizadeva za humanost, prizadeva si za poštenost, enakopravnost, enakovrednost ljudi, za svobodo, spoštovanje različnosti, spoštovanje drugačnosti, tudi za lep slovenski jezik. In še veliko je takih vrednot, pravna država, človekove pravice, socialna država. To so vse stvari, ki jih uresničuje v svojem pisanju in to je vsekakor zelo dragoceno pisanje. Med drugim pravi, da tisti ljudje, ki dobijo oblast, se morajo odeti, obkrožiti z ljudmi z moralnim kapitalom. Kaj menite o tej povezavi, o tej zvezi med politiko in etiko? A je to samo naivno premišljevanje ali je to uresničljivo? A je oblast res tista, ki človeka tako spremeni, da samo še navzdol gleda, da ne zna več gledati takole? Mislim, da je zelo odvisno od človeka. Vrsta takih, ki ostajajo etični, za noben denar ne gre v politiko. To je prva njihova odločitev. Včasih pa uspe. Jaz sem dal zlasti našim politikom zadnjič en primer. V kolumni sem se lotil dobrih zgledov. Najboljši zgled so vaši bližnji sosedje, bližnji kot Ljubljančani. In sicer politika v avstrijskem mestu Graz, ki jo že dolgo časa vodi komunistična partija. Tam je solidarnost na višku, tam poskrbijo za stanovanja, najemna, za revnejše, tam poskrbijo za tisto, čemur smo v starih časih rekli sindikalni standard, sindikalne počitnice, sindikalne inštitucije. Seveda si to lahko privoščijo na višji ravni, kot smo si mi v preteklosti, ampak ta Graz je en tak osamljen otok komunizma v najlepšem pomenu besede. To je danes sicer prepovedana beseda, ampak jaz ponavljam že večkrat izrečeno misel, edini pravi čisti komunist je bil Kristus. V času tega neoliberalizma, ki pustoši pri nas, se temu malo katera stranka uspe obraniti, čeprav v začetku veliko obljubljajo, potem zelo malo od tega naredijo. In tisti korektivi, ki stojijo zraven v obliki civilne družbe, tisti korektivi so v začetku zelo dobrodošli, kasneje pa zmeraj manj, ker začno gledati pod prste in mimogrede povedano, zdaj smo sprejeli zakon o Anhovem, ker ljudje umirajo praktično en za drugimi v primerjavi z drugimi kraji. Ta zakon je izključno posledica dela 8. marca, inštituta 8. marec, nikogar drugega. Si pa marsikdo lasti ali pa poskuša lastiti zasluge za to. Samo 8. marec je to izpeljal. To je primer civilne družbe, ki se še ni pokvarila, ne glede na to, kaj pripisujejo z različnih strani. Mene so nazadnje v enem krasnem časopisu, reviji, so me naslikali s temi Hitlerjevimi brčicami. In se pripravljam, da bi odpisal, da se zahvaljujem za pokroviteljstvo, da so me najbrž želeli medse vzeti, ampak da nisem ta prav. Tako je s tem našim obrobjem. Politika se večinoma se skvari, istočasno je pa tudi težko pričakovati, da bo tisti del prebivalstva, ki je reven. In 250 000 Slovencev je živelo leta 91, 92 pod pragom revščine in točno toliko jih živi tudi danes.
In jaz ne vem, komu lahko teh 250 milijona ljudi še zaupa, koga naj obkroži. Pojavlja se je sijajna domislica, ne vem, če bojo stranka, koga bi volili, ko imamo zbirko liberalna, taka demokracija, nacionalna in ne vem kaj še vse. Potem je pa stranka NOT. Ali nič od tega. In volivec, ki je navličan vsega tega, bo avtomatično obkljukal tole nič od tega. Tudi ne vem, ali lahko držimo pesti za to novo nastajajočo stranko ali ne, ampak je pa domiselno. Vsi razočarani utegnejo voliti nič od tega. Vi tudi pravite, da so volitve ogledalo za politike, ne? Da se pokaže, kakšno je njihovo delo. Hkrati pa je tudi vaša misel, da so Slovenci nagnjeni k prepirom, da se radi tožarijo, da se že sprejo zaradi slabega vremena in kakšnega komarja. In današnja politika, če pomislimo, vlada velika napetost med ljudmi, nasprotovanje. Jaz vedno berem te spletne anonimneže in se čudim, koliko nakopičenega sovraštva je med ljudmi, med skritimi ljudmi, ampak to vendarle je njihovo mnenje, to so njihova stališča. Kaj mislite, smo še sploh lahko optimisti glede razvoja naše družbe in politične situacije? Imamo novo oblast, to oblast napadajo ljudje različnih barv, levi, desni, srednji, ampak zanimivo je z enakimi besedami, to sem pozorna. Odprem Novo 24, pa enega zelo pametnega levičarja, pa imajo vsi enake besede. In v svoji jezi pa pozabijo, da smo imeli tudi povodenj, da je to bila resna problematika, ki jo je bilo treba rešiti. A ste vi še zmeraj optimist, kot pravite, čeprav še zmeraj dodate, da ste naivni optimist? To je ena taka težka pozicija, ko bi človek moral biti optimist, ker se drugače komaj da preživeti, ampak ko vidiš, kako zgrešene poteze vleče vsakdo, ki je na oblasti, poleg nekaj dobrih. Jaz lahko povem, ker ni več nobena skrivnost. Jaz sem bil v Golobovem strateškem svetu proti sovražnemu govoru. Na prvi seji nisem hotel biti, tako kot se lepo slovensko reče, špilferderber. In sem poslušal, kakšni so načrti, in predvsej tega smo tudi potem naredili. Ampak na drugi seji sem zbral podatke in povedal, da ta vlada Golobova v resnici uporablja kulturni jezik. Ne uporablja jezika sovraštva. Ampak izvaja množico sovražnih dejanj. In leporečje nič ne pomaga, če imaš v svoji ali v kabinetu enega, drugega, tretjega ministra, ki so sejali sovraštvo z besedami in z dejanji, in zdaj kar nenadoma zaupaš vanje in se ti ne zdi nič narobe in ti nadaljujejo. Če samo vzamemo za primer Ministrstvo za notranje zadeve. Vse najhujše, kar so počeli v času demonstracij, vsi ti ljudje so ostali z redkimi izjemami na tistih majčke nižjih ravneh, ki imajo pa odločilno moč. In pred kratkim je nek človek hotel izterjati odškodnino zaradi nezakonitega posega policije med protesti in Ministrstvo za notranje zadeve je razložilo, da je bilo vendar vse zakonito. Ko imamo vendar ustavno odločbo,
da so bili ukrepi in tudi konkretno ta nezakonit. Nič ni pomagali. Zdaj je samo vprašanje, kaj bo sodišče reklo. Kar pomeni, da se seveda v tem rahlo podkomandnem servisu državne uprave nič bistvenega ne spreminja. In jaz sem nekoč že rekel in tudi zapisal, da konkretno Ministrstvo za notranje zadeve od izbrisa naprej ni doživelo denacifikacije. Da, razumem. To sem hotela tudi reči, ko govorite o prelomnicah, cenite dogajanje v narodno-osvobodilnem boju kot velik zgodovinski dogodek, zgražate se nad povojnimi poboji in zgražate se nad tem, kar se je zgodilo leta 1992, izbris 25 tisoč ljudi v Sloveniji, da so to prelomnice, prelomnici, ti dve, ki se jo moramo sramovati. Hkrati nisem prej omenila, da ste tudi velik pacifist, ampak tudi za to gre, da še dodajate, češ, tu so zmeraj gospodarski interesi, tu je zmeraj kapital in tu je oboroževanje, tako da je vprašanje, kako bi se lahko danes to, kar se dogaja, sploh še razpletlo tako, da ne bi ostajalo tako veliko trupel. Saj imam sama neko nenavadno idejo, namreč vrsto let smo bili zelo feministično naravnani, se borili za ženske, meni pa se čedalje bolj zdi, da bi se morali začeti boriti za moške, zato ker jih oblastniki pošljajo, da tam v narekovajih žrtvujejo svoje življenje za domovino, ne vem zakaj, in množično ostajajo na bojišču in čas je po mojem mnenju zelo absurden. Ja, težko kaj pametnega dodam. Očitno, da se tudi moški ne moramo dovolj dobro boriti zase. Kakšni interesi so pri podpihovanju vojne, ponekod jaz to zelo dobro razumem, tam, ker gre za oboroževalno industrijo, meni je to popolnoma jasno, da kuje največje dobičke ravno sedaj. Kakšne dobičke bi pa kovala Slovenija s tem, da spodbuja vojno, to mi pa ni jasno. Ampak tudi pri nas, pred kratkim nekaj prebral, da se zavzemajo, mogoče je to celo minister Šarec izjavil, to vzemite z rezervo, da bi Slovenija proizvajala in izvažala orožje. Tudi to bi bilo dobro za nas. Zaenkrat imamo samo trgovce z orožjem, nekaj malega se sicer tudi proizvaja. Jaz se spominjam desetletja nazaj izdelka, namesto gospodinjskih aparatov je Gorenje začelo delati MGV ali Machine Gun Velenje, brzostrelka Velenje. Kaj je bilo s tem, kakšno usodo je bilo? Je doživelo to orožje, ne vem, in kam so ga izvažali. Nikamor, no, to imamo pa dobesedno iz prve roke podatek. Ja, v teritorialni obrambi smo preizkušali pred osamosvojitveno vojno. Najbrž je dobro ubrati neko bolj pacifistično držo, ki ste mi jo pripisali v začetku, ampak ta pacifistična drža ne sme pomeniti, da pristajamo na nasilje. To pa ne. Tukaj treba biti pa vedno odločen. No, zato bom pa vprašala nekaj bolj takega umirjenega. Doktor Petrovec je velik ljubitelj književnosti, glasbe in tudi pač veliko bere, rad ima Prešerna, rad ima Otona Župančiča in še marsikaj drugega. In hkrati je njegovo mnenje, da lahko umetnost nekako pove veliko resnic in lahko tudi življenje spreminja na bolje. Ker sam pravi, treba je opozarjati na slabosti, zato da se jih ne bi navadili. In mene zanima vaš odnos do književnosti, pa tudi do glasbe. Ker ne vem, katero glasbo imate radi. In sem radovedna. Ja, v zvezi z literaturo najprej.
To sem jaz povezal večkrat s svojim osnovnim predmetom proučevanja, to je kriminologija, in vedno trdim, da dobro umetniško delo pove o zločinu neprimerno več kot še tako obsežna kriminološka enciklopedija. In potem sem tja priporočim kakšno stvar. Ena takih mi je v zadnjih letih tako močno ostala v spominu, je bil film Pogovoriti se morava o Kevinu. Je kdo gledal, ene 3-4? Knjiga je tudi, ja. Jaz nisem knjige bral tako, da ne znam primerjati. Težka. Film ste videli? Ne moram reči, da je film še težji, ampak film je izjemno težak. Ampak toliko vprašanj odpira, od kriminologije do psihologije, kjer smo se naučili v teh osnovnih poglavjih, še srednješolskih, da na človeka vpliva dednost, okolje, pa lastna aktivnost. Že, sam nikoli ne veš, v kakšnih razmerih, koliko prenesemo na svet nečesa, kar je potem zelo težko preoblikovati. Koliko dobrega preneseš, pa potem okolje uniči nepopravljivo, tega najbrž ne moramo zračunati. In ta film Pogovoriti se mora o Kevinu je neverjetno poučen in seveda ne na ta način poučen, da bi se znali boljše obnašati, ampak da bi razumeli, kako široka in polna vprašanj so polja, po katerih hodimo. Glede glasbe je pa tako, nekje sem enkrat priznal in potem me je karikaturist Lavrič tudi naslikal takega. Tja do 20. leta sem se ukvarjal in poslušal izključno klasično glasbo. In sem zamudil, kot sem priznal, najlepše stvari pubertetniškega odraščanja. To je bil čas 68 in tista leta, še malo prej, malo kasneje. Dobre glasbe, ki sem jo potem zamudil poslušal tam pri 30-ih in sem rekel, to je pa dobro, to se pa dobro sliši. Tako da, ja, glasba mi je kar blizu. Ne samo klasična, se tudi kaj drugega najde, ne sme biti prenaporna, ne sme biti tiste žagajoče kitare, pa ne sme biti disko glasba, ki me pol glava boli. Evergreeni, dobri evergreeni in tudi slovenska popevka v zlatih letih ni bila slaba. Ne vem, če sem dosti natančen, potem pa še južnoameriška glasba mi je tudi pri srcu. Ampak to je povezano z eno drugo mojo strastjo iz mladih let, to je pa športni ples. Ples, ja vem, to pa sem brala, da navajate, da je to bil vaš šport, da ste uživali. In kateri plesi so bili to? Tekmovali standardni pa latinsko-ameriški. Krasno, lepo. No, kje sem slišala, da ste bili nekoliko kritični do mladih, ker niso poznali literature in takih splošnih stvari, splošne vednosti, ste jim pa dali velik kompliment ravno zaradi boja za vodo, referendum, da so se zelo izkazali. Tako da mislim, da v mlade ljudi, čeprav smo mi mladi nenehno na telefonu, ampak da jim zaupate, da so naša prihodnost. No, razen tisti včeraj, ki so tam zato se norčevali iz policistov, če ste gledali. Sem gledal, ja. No, tu pa nas je malce zaskrbela ta naša otročat, ti naši pubertetniki. Tukaj se jaz vedno spomnim ene najbolj sijajnih diarej, še iz časa ranke Jugoslavije. Drugovi mladenci, budućnost je v vašim rukama. Ta je filozofska. Ali će sadašnjost uvek biti naša? No. A se da bolj filozofsko povedati, kot je to naredil Tomaž Lavrič? Sadašnjost će biti uvek v našim rokama. To so takratni funkcionarji znali lepo razložiti. Potem je pa tukaj še Duško Radovič,
Glas Beograda, jutranji glas Beograda. Odmah počnite tuč svoju decu, kad primijetite da liči na vas. No. Jaz bi rekel, to sem že tudi rekel mladim, kolikor sem jih srečal, primite svoje starše v roke, pa jih dobro streste. Ampak prej odložite pametne telefone. To pa težko. No, no in potem, koliko je ura? Dava par minut publiki. To sem ravno hotela, še najprej eno vprašanje, kaj menite o razvoju naše slovenske družbe, potem pa damo besedo publiki. Kakšna bo naša prihodnost, ste optimist, kaj mislite o novih volitvah, da sem čisto konkretna, kaj se bo dogajalo, bo prišla desnica spet na oblast ali kako? Kot ateist moram priznati, da je vse v božjih rokah. No, dobro, hvala. Zdaj pa, če damo še publiki, če kdo še ima kakšno vprašanje, kakšno mnenje. Hvala, da ste prišli v tako velikem številu, ker sem že prej rekla, da so danes 4 prireditve, ne še Vesna Vogodina, še Bagola, to so pomembne osebnosti, ampak to je kompliment, prišli so. Hvala, da ste prišli. Nekaj hinavskega bom zdaj še povedal, ampak izključno v imenu založbe, ker nimam nobenega dobička pri tem. Če bi kdo slučajno želel kakšno knjigo, je od zadaj na voljo, dobite tudi račun, to moram jutri vse dati v založbo nazaj, tako da v žep se težko prime, kar je sicer moja navada, ampak ja, če bi koga zanimali, je tam na voljo. Zdaj pa neham hinavc in vam prepuščam besedo in vprašanja. Ne, se bom glasno. Jaz sem si prav listek, prav dan za vas. Se rekel, zdaj bom pa tega gospoda enkrat v roki pobil, ne. Kadarkoli sem od vas slišal, pa poslušal, vedno sem vas imel za človeka, ki bi zločince, morilce, ne vem, posiljevalce kazneval tako milo, da bi najrajši jih sploh ne bi kazneval, ne. Ampak danes, ko sem vas poslušal, pa je to mnenje, sem se spremenil, ne, ker ste v podtonu ste malo drugače govorili. Ja, ne, je to zanimivo, ne, ker ali vas mediji tako predstavljajo, ali vi tako razlagate, glavne, to je bilo pač moje mnenje, sem malo bil alergičen. Bom rekel, ne, na vas se vas spoštujem, če me razumete, kao če gledate, ne, ampak ker se s tem ne strinjam, zdaj pa ste o tistem eksperimentu govorili, ne, ok, ne vem, nekaj vemo o tem eksperimentu, ampak bi vas vprašal za trenutno stanje, ne. Popolnoma nelogično mi je, v kako smer je družba šla, da so žrtve kaznivih dejanj, torej od ropov ali pa vlomov, tatvin do umorov, pa do posiljevanj, torej ženske, hujše žrtve po tistem, ko ne dosežejo nekega normalnega sodnega procesa v doglednem času, morajo doživeti, recimo, posiljene ženske še večjo torturo pri vsem izpraševanju po sodnem postopku, kot je, bom rekel, zdaj se čudno čuje, sam akt bil, še enkrat hujše doživljajo do tega, da dejansko, ali imam samo taki občutek, da kaznovanje politike sploh več ni, da ali se sodni postopke ne končajo, ne vem, Kavaški klan, tudi balkanski bojevniki, Tekačevo, nič se ne konča, kemijski morilec na Kemijskem inštitutu verjetno nikoli ne bo znan. Torej, v kako smer to pravzaprav gre? Vse zadnji primer je tudi včeraj. Tisto mladina se policistov ne boji. Zdaj, včeraj je vprašal tisti komandir, ja, kaj mislite, ali naj zdaj policista gresta ven pa s pendelki tepeta? Ja, ne, bi človek rekel, pa ja, no, naredite enkrat nekaj, da bojo ti storilci dobili po glavi. Zdaj v Ameriki bi verjetno policista ven stopila pa streljala, kaj, ne, ker je tam drugi že, bom rekel, ne, drugi sistem. Torej, kaj se dogaja? Ne moreš enostavno kot žrtev priti do svoje pravice, kaj šele, da bi imel neki občutek, da zdaj ti si storilec pa dobil ne malo po glavi. Ne samo vikend zapor, pa ne vem kaj še vse, kaj se zmišljuje, da me je lažje v zaporu, kot pa bi moralo biti. Potem je dr. Petrovec celotno knjigo napisal Kult žrtve, ne? To je zelo veliko vprašanj,
ne, ki ste Ja, jih bom navedli, poskušal na zelo kratko tehtni odgovoriti. vprašanji. Ja. Včasih so bile kazni bistveno milejše kot danes. Ja? Pa nikogar ni motilo. Danes so kazni bistveno strožje, ta najhujših oblik kaznivih dejanj je precej manj, pa še nismo zadovoljni. In tudi jaz nisem zadovoljen. Zaradi tega, ker se je popolnoma zgubila socialna država. Socialna država pomeni pa marsikaj, pomeni pa tudi ustrezno delo z obsojenimi. To ne pomeni nujno viselce, to ne pomeni nujno tak strog zaprt režim samic, ampak pomeni nekaj drugega. To je tisti ižanski eksperiment. Pomeni trdo delo z ljudmi, ne v smislu fizičnega dela. V smislu tega, da vsak spozna samega sebe in se včasih tudi zgrozi nad seboj. In če sem omenil, oziroma je dr. Švajcarjeva omenila, da smo imeli na Igu od morilk do vseh vrst kaznivih dejanj samo 20% povratništvo, v ostalih zaporih je bilo pa 60%. Pomeni, da smo trdo delali z njimi, ampak vseeno so vsak teden hodile vse domov. In večina je delala zunaj, izven zapora. Ostalo smo imeli pa tako imenovano skupinsko delo, kjer nas je sedelo 10 ljudi in smo se pogovarjali tako resno in tako intenzivno. Zato smo se nekateri pač morali usposobiti, ki smo vodili te skupine, da je bilo to težje od marsičesa drugega, da bi marsikdo raje šel v kamnolom kopati, kot se pa pogovarjal na skupini. In to je bil bistveni del rehabilitacije, resocializacije, karkoli že rečemo, prevzgoje. Tega danes ni več. Nažalost tega ni več, ker smo se zanašali na to, da če bomo imeli pa 30 let zapora ali pa potem dosmrtni zapor, bo pa s tem vse rešeno. Pa če bomo zaklepali vrata in namest paznikov imeli ljudi, ki jim po novem rečemo pravosodne policiste in se tako tudi obnašajo, bo pa tudi z nekim zastraševanjem vse rešeno. Rezultat je ravno nasproten. Treba je znati delati. Tukaj je premalo časa in premalo priložnosti, da bi opisal, kaj vse se da delati z ljudmi. Predvsem pa tisti, ki dela z nekom, mora delati iz oči v oči. In jaz sem to naše delo večkrat primerjal z vitezi okrogle mize, kar je pomenilo, da smo se mi dobili vsak teden, vse osebje in vsi obsojeni skupaj za mizo. Ogromno mizo. In smo se iz oči v oči pogovarjali o vsem. In kar smo se tam zmenili, tistega ni mogel nihče spremeniti. To je ena od teh oblik, ampak tega nažalost ni več, ker je prevladalo veselje nad močjo nad obsojencem. Kaj seš ti z obsojencem pogovarjal, če ga lahko zakleneš, pa pustiš noter leto, 2, 15, 25, 30. Pravega dela in pravega odnosa je zmanjkalo, tako kot je zmanjkalo socialne države. Socialna država ni bila samo solidarnost in ljubiti morilca v tistem napačnem pomenu besede. Socialna država je pomenila, da smo mi za večino, več kot 80% ljudi, imeli zagotovljeno službo, ko so šli iz zapora ven. Da so že predtem navezvali stike, da smo delali z njihovimi družinami. Danes vsega tega ni več. Danes imamo čisto nekaj drugega. Danes imamo mirno sprehajanje neonacistov. Na Hrvaškem 30.000 ljudi na štadionu vzklika za dom spremni. Marsičem ni dosti boljš pri nas. In težko je ločiti posamične dogodke od splošne družbene klime. Če novinar Vinko Vasle zapiše, da bi meni in vsem na Inštitutu za kriminologijo on zabil kramp v tilnik, potem veste, kakšna družbena klima je in se mu seveda nič ne zgodi.
pustil sem vas bolj v dvomu kot kaj drugega, ampak to je eden od možnih odgovorov na vaše vprašanja. V tistih časih, toliko in toliko let nazaj, znamenita je bila na primer Anglija, kjer so obešali zaradi majhnih tatvin, drobnih tatvin tudi otroke. Še ko je bil Prešeren živ, so v Angliji obesili 2 sestrci, 8 pa 12 let stari, zaradi enega penja tatvine. Vzgled ostali zločinski otročadi, da jim ne bi to prišlo na misel. No, ampak če to prenesem na tiste, ki jih taka generalna prevencija lahko doseže, takrat, ko so na trgu izvrševali ali giljotino ali kaj podobnega na odru in ko so se zijala, nabrala okoli kot gledalci, takrat se je izvršilo največ žepnih tatvin, zaradi katere bi bili lahko obešeni. Toliko okoli vpliv generalne prevencije. In tudi danes je tako, kolikor bolj zaostrujemo kazni, toliko bolj nečloveška postaja družba, namesto da bi delali solidarno in socialno družbo, kjer bi bile skušnjave bistveno manjše. En danski politik je rekel pred davnimi leti, državnik, ne samo politik, rekel, moje sanje so Danska, kjer bi bilo zelo, zelo malo revnih ljudi in še manj zelo bogatih. Zdaj pogledajte našo lestvico menedžerjev. Če hočete priti med 100 najbogatejših, se pravi na spodnji del, morate imeti 33 milijonov evrov. Samo toliko mi še manjka. Če ni več vprašanj, se še enkrat zahvaljujem za navzočnost in še posebej našemu prijetnemu, zanimivemu sogovorniku, doktorju Petrovcu, da si je vzel čas, da je prišel med nas in tudi njegova knjiga res toplo priporočam. Pa tudi druge knjige, vse so na voljo v mariborskih knjižnicah. Pa sam še za zaključek toliko nekih poimenovan znanstveni svetnik, profesor, doktor. Kar je res, je res. En tak je enkrat, tak povspetnež, kad sem jaz te prišel v gorsko kočo in je bilo čist malo prostora še, pa je potrkal in bo zaklenen, pa se je oskrbnik not oglasil. Rekel, kva je, kdo je zunaj? Profesor, doktor, znanstveni svetnik, inženir Dragan Petrovc. Pa je rekel, sam za enega je prostor.